Tukaj se vidite, so določeni punkti iz mojega razvoja, ne vse, recimo, ampak tiste, ki so neke ključne stvari, ki so. Ma nekatere, ki bi bile tudi ključne, jih ni bilo možno postaviti, ne. Jaz sem delal vedno z veliko ljubeznijo od vsega začetka. Magari, ki sem kot otročiček pri 3 letih oblikoval iz pokrovčka prve Coca-Cole na Slovenskem morju v Italiji, sem stovkal in se napravil krožniček, ne. To je bil moj prvi dizajn. Kaj je ključno v svetovnem merilju, so prav Melvovi počevalniki, ne. To je 10 različnih stolov, ki so danes še bolj aktualni, kot so bili takrat. Jih je treba samo začeti proizvajati in prodajati po celem svetu, ne. Če ti delaš primarno, odkriješ pravzaprav tvoje dušo, tvoje srce. In ne glede na civilizacijo, ki nosi svoje napredke, ne bi smeli pozabiti, da človek je samo človek, ne, in bi moral delati zelo plemenito za svojega sočloveka, ne. Zato pa tudi postavljamo tako razstavo, da bi opozorili naše otroke, našo družbo, da je treba pač iti s pravo miro do vsega tega, ne, kar človek počne, ne. Oskar Kogoj je zagotovo ime, ki je prepoznavno po celem svetu in nekaj izjemnega je priložnost gostiti njegova dela v pomniku miru v njegovem rodnem kraju. Današnja prireditev je bila izjemno čustvena, kajti celotna družina živi z Oskarjem, z njegovim ustvarjanjem, celotno obdobje. In kot smo zapisali, 60 postaj na poti 60-letnega raziskovanja in ustvarjanja prinaša izjemno število prelomnic, na katerih je Oskar predstavljal novosti njegovega raziskovalnega opusa. In na vseh teh pomembnih trenutkih in prelomnicah so ga spremljali številni posamezniki. In veliko čast nam je bilo, da so danes ti ljudje delili z nami izkušnje in nam skozi svoje intimne pripovedi prikazali veličino tega zares izjemnega industrijskega oblikovalca in umetnika.